pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci oziroma drage gledalke, dragi gledalci in seveda pozdrav našemu gostu. Danes se bomo pogovarjali z Miroslavom oziroma Mirom Cerarjem starejšim, ki je po Leonu Štuklju najuspešnejši slovenski telovadec in absolutno eden najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov. Osvojil je 3 medalje na olimpijskih igrah, od tega 2 zlati. Prav tako je osvojil 7 medalj na svetovnih prvenstvih, od tega 5 naslovov svetovnega prvaka in 15 medalj na evropskih prvenstvih, od tega 9 naslovov evropskega prvaka. V obdobju od leta 55 do 70 je nanizal 47 nastopov na drugih takratnih velikih gimnastičnih prireditvah in turnirjih, na katerih je požel 40 zmag, 4 druga mesta in 3 tretja mesta. Športno kariero je končal z naslovom svetovnega prvaka na domačih tleh tukaj v Ljubljani leta 1970, ko se je od gimnastičnih aren poslovil v ljubljanski dvorani Tivoli z zlatom na konju. V vlogi športnega delavca se je Miro Cerar, če izvzamemo gimnastiko, v kateri je bil po telovadni karieri vseskozi aktiven kot mednarodni sodnik, začel intenzivneje angažirati malo pred, predvsem pa po osamosvojitvi Slovenije. Je eden od ustanoviteljev Olimpijskega komiteja Slovenije. V prvem mandatu je bil njegov podpredsednik, odtlej pa je član izvršnega odbora. Od ustanovitve 1995. leta predseduje tudi Slovenski olimpijski akademiji. Na olimpijskih igrah v Tokiu, ki so nosile oziroma nosijo letnico 2020, pa vemo, da so bile izvedene 2021, pa je bil vodja slovenske olimpijske reprezentance. 5. februarja 2022 bomo obeležili 30. obletnico polnopravnega priznanja Olimpijskega komiteja Slovenije pri Mednarodnem olimpijskem komiteju, Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je pot tja začrtal 15. oktobra 1991 s podpisom tako imenovane olimpijske listine. Prav ta okrogli jubilej, torej polnopravno priznanje Olimpijskega komiteja pri Mednarodnem olimpijskem komiteju, pa je glavni razlog oziroma glavna tema našega današnjega pogovora. Bomo pa seveda vsebinsko zajeli tudi še kakšna druga obdobja naše slovenske zgodovine. Torej, še enkrat lep pozdrav, gospod Cerar. Začnimo s pogovorom. Prvo vprašanje se nanaša na vlogo slovenskega športa v obeh Jugoslavijah. Slovenski šport je bil v času prve in druge Jugoslavije institucionalno vključen v Jugoslovanski olimpijski odbor oziroma Jugoslovanski olimpijski komitej. Kakšna je bila vloga Slovencev v Jugoslovanskem olimpijskem komiteju? Ja, Slovenci smo bili torej kot športniki tudi v tistem obdobju zelo uspešni v različnih športnih panogah in moram reči, da se vsi lahko s ponosom spominjamo na to preteklost. Pravzaprav naši uspehi se niso rodili ali pa začeli z leta 91, ampak že veliko poprej in tudi že pred drugo svetovno vojno lahko ugotavljamo, da smo imeli uspešne športnike, seveda v drugačnem okviru. Seveda šport se je spreminjal na različne načine, posodobljal in seveda takega imamo tudi dan danes. Kako ste pa doživljali delovanje Jugoslovanskega olimpijskega komiteja kot športnik, torej predstavnik Jugoslovanskega olimpijskega komiteja in države? Ste se po zaključku športne kariere dejavno vključili v delo komiteja že takoj? No, treba se je spustiti v tisti čas, namreč bil je čas na našem športnem področju, čas amaterizma, kjer si pač moral eksistenčno se sam poskrbeti, torej s normalnim študijem, zaposlitvijo in podobno. Torej amaterizem je prevladoval in seveda v tem smislu je bila moja prva naloga, da sem poskrbel za družino. Seveda sem pa v tem, ne glede na to, da sem študiral in končal fakulteto, potem delno tudi visoko šolo za telesno kulturo, intenzivno treniral. To je bil moj drugi dom.
Vsak dan sem bil v telovadnici ali sem pa na drug način krepil svoje telo in bi rekel, vse v okviru gimnastike izpopolnjeval. Torej, kar se tega tiče, sem potem po zaključku študija, seveda 31. leta, končal aktivno kariero s nastopom na svetovnem prvenstvu v Ljubljani, 70. leta, kot ste omenili. No, potem sem se zaposlil in odprl sem tudi odvetniško pisarno in seveda to mi je vzelo praktično ogromno časa, od jutra do večera. In nisem se tudi, v začetku sem se sicer odzval na željo gimnastičnih funkcionarjev, da bi sodeloval v gimnastični organizaciji. Bil sem seveda nekaj časa kot sodnik, seveda časa, da bi vadil druge, pa ni bilo, prav zaradi svoje preokupiranosti z zaposlitvijo. No in šele potem, ko je naša država tako rekoč razpadla, se je pojavila želja, da se vključim v to našo športno življenje, čeprav sem ga ves čas aktivno spremljal. In takrat moram reči, da torej skupina, ki je sestavljena bila, jaz mislim, profesor Šugman, Evgen Bregant, Ravnik, Kocijančič, Zorčič, mogoče sem daleko ga spustil, so se ukvarjali z mislijo in pripravljali teren za ustanovitev Olimpijskega komiteja. No in tako me je potem Kuki, Evgen Bregant, znani novinar, zaprosil, če bi želel pristopiti. In seveda tako sva postala potem ustanovna člana Leon Štukelj pa jaz. In prišlo je potem do tega podpisa slavnostnega 15. oktobra te slovesne olimpijske listine. Če se vrnemo še malo nazaj, torej v obdobje zadnjih let ali pa desetletja Jugoslavije, verjetno je bil višek delovanja Jugoslovanskega olimpijskega komiteja, organizacija zimskih olimpijskih iger v Sarajevu. Vprašanje, če ste jih spremljali, verjetno ni na mestu, ker smo jih, vključno z mano takrat, vsi. Zakaj ravno Sarajevo? Zakaj ni bila, glede na vlogo in pomen slovenskih športnikov v reprezentancah Jugoslavije, govorimo o zimskih olimpijskih igrah, zakaj je bilo izbrano Sarajevo? Je bilo kaj jeze med slovenskimi predstavniki takrat morda, če ste pač bili v teh krogih? Ste imeli morda vi kakšno vlogo pri pripravi? Ne, nikakršno. Torej, tukaj bom rekel, športno-politična zamisel je bila, tako je prišlo do teh olimpijskih iger. Tukaj so naši športni delavci iz smučarskega področja izjemno bili aktivni in so pomagali, seveda v pomoči pridnih domačinov, poslancev, jim je uspelo res s to prireditvijo spraviti preko olimpijskih iger na res dostojen raven, dostojen nivo. In sem takrat sicer bil en dan, 2 dni skupaj z Leonom Štuklom, se bila kot gledalca, sicer pa pri tem nisem sodeloval. Z zaostrovanjem jugoslovanske politično-nacionalne krize v 80-ih letih so se vedno bolj čutile mednacionalne napetosti, tudi med sodržavljani Jugoslavije. Je bilo to čutiti tudi med športniki, spomnimo se, lahko rečemo, viška ali pa eskalacije tega tudi na športnem področju za znamenito tekmo Dinamo Crvena zvezda. Torej, kaj pa med predstavniki države na olimpijskih igrah, 88. leta so bili še skupaj v Seulu in Calgaryju potem? Veste, kako je? Jaz tega nisem občutil ali pa v tolikšni meri zaznal, kot so ga morda nekateri. Treba razumeti pravzaprav, da tako kot danes športne zveze posamezne imajo željo, da svojega tekmovalca uvrstijo v ekipo in takrat je pa tudi želja po republikah, da bi tekmovalec prišel. In
Zdaj, ne glede na to, ali so bili kriteriji, sicer so se poskušali v objektivnem smislu pač razvijati, tako da res najboljši pridejo do ustreznih mest v državno reprezentanco. No, po drugi strani pa seveda so bila včasih tudi nezadovoljstva, zakaj pa ni naš bil vključen iz tega ali druge republike ali pa iz tega ali drugega športa. To jaz mislim, da je vedno in bo. Seveda, težko bi pa rekel, da so bile kakšne posebne napetosti. Moram reči, da me zelo veseli, da po razpadu bivše Jugoslavije smo torej mi športniki ali pa tudi športni funkcionarji zelo prijazno in dobro sodelovali od samega začetka in tudi sedaj imamo dobre odnose in se potem tudi na teh velikih tekmovanjih medsebojno pomagamo in pa tudi svetujemo, kar je lep primer primernega sodelovanja. Športna zveza Slovenije kot takrat krovna slovenska športna organizacija je po razglasitvi samostojnosti leta 1991 pozvala slovenske športnike, da naj zapustijo jugoslovanske reprezentance. Morda veste, se spomnite, kakšni so bili odzivi doma in na področju Jugoslavije? Je bilo za slovenske športnike, ki so bili vezani na reprezentančno okolje, na osebe, to težko, torej zapustiti reprezentance, ko so že bile zbrane? Verjetno je najbolj znan odhod Jureta Zdovca iz Evropskega prvenstva v košarki, ki se je odvijalo julija v 1991 v Rimu. No, malce poznam te zadeve, seveda kaj več bi lahko povedali Tomo Levovnik, Rajko Šugman, Marjan Nemec in seveda neposredno fantje, od Zdovca do Debevca in še katerega. Tako da to področje, kako so to podoživljali, vem bolj iz pripovedovanja oziroma, ker sem prečital kakšne intervjuje. Seveda najbrž jim ni bilo lahko, to tudi sami so povedali. Po drugi strani pa mislim, ni bilo nobenih posebnih zadržkov, ne. Zanimivo, tako da trenerji, takratni tudi funkcionarji so to nekako razumno sprejemali in niso delali ovir. Saj jaz jih ne poznam, no. Kako je Slovenija oziroma njen že takrat olimpijski komite uspela, da so naši športniki lahko nastopili že na zimskih olimpijskih igrah v Albertvilu 92. leta, glede na to, torej, da je šele septembra 1993 bil OKS polnopravno sprejet, torej kako je bilo urejeno, da so naši športniki že lahko sodelovali na zimskih olimpijskih igrah 92. Ja, torej po 15. oktobru, po podpisu te slovesnosti oziroma slovesno ustanovitvene listine, smo potem želeli, da čim prej pridemo do priznanja strani Mednarodnega olimpijskega komiteja. Iz edinega razloga, da omogočimo našim športnikom, športnicam udeležbo na bližajočih se olimpijskih igrah, najprej zimskih, pa letnih. In v tem smislu je naš Kuki Bergant, že pokojni, izkoriščal, da lepo povem, narekovaju vse svoje naveze in poznanstva v svetu, se je bil cenjen novinar, spoštovan in član Mednarodne novinarske zveze. In seveda v tem smislu smo potem, oziroma je prišlo do obiska 18. novembra 1991. leta v Lozani z delegacijo, ki sem ji načeloval, v kateri so bili Marjan Nemec, Rajko Šugman, Janez Kocijančič, jaz. Kako je Slovenija oziroma takrat že njen olimpijski komite uspela, da so naši športniki lahko nastopili
že na v bistvu zimskih olimpijskih igrah v Albertvilu po zimi leta 1992, glede na to, da je bil polnopravno olimpijski komitej sprejet v Mednarodni olimpijski komitej šele 93. leta. Ja, po podpisu te slavnostne ustanovitvene listine 15. oktobra smo se trudili pravzaprav, da bi dobili čimprejšnjo podporo strani Mednarodnega olimpijskega komiteja. V ta namen je imel izredno težko delo tudi poleg ostalih Kuki, pokojni Jože Bergant, kot znani in spoštovani uveljavljeni novinar, član Mednarodne novinarske zveze, ki je lobiral vse povsod in mu je uspelo do realizacije priti, tako da je gospod Samaran kot predsednik takratnega olimpijskega komiteja nas povabil v Lozano, delegacijo, katero sem vodil kot predsednik iniciativnega odbora, v kateri smo bili poleg mene Rajko Šugman, Marjan Jemc, Eugen Bergant, Janez Kocijančič. 15 je bilo in na teh pogovorih smo seveda, osnovna tema je bila želja, da nas čim prej priznajo, da pridejo naši fanti in dekleta na olimpijske igre. No, Samaran je imel veliko posluha za to našo željo, obljubljal je že prej, ne samo takrat. No in 17. januarja mislim, da je pisal Janez Kocijančič posebno, oziroma je dobil posebno vlogo, zagotovilo, da bomo nekako sprejeti začasno, in prišlo je potem 5. februarja do te potrditve Srimoka, kajti 8. to je bilo, mislim, 5. februarja je bilo v Kurševilu tereno začasno in 8. so se že začele, mislim, februarja olimpijske igre v Albertvilu, naši so že lahko nastopili. No. Seveda na ta način se je potem pot odprla in seveda kasneje smo bili priznani, kot ste omenili, tudi datumsko kot polnopravni člani, in Barcelona seveda je šla gladko skozi. Kakšen je bil po vaše takrat pomen športa pri grajenju nove, mlade Slovenije? Torej, kako je šport vplival na narodno in seveda s priznanjem nacionalne identitete Slovencev? Ja, mi smo bili in smo tudi danes močno začudeni, kako uspešni smo. Neverjetno uspešni, v sam vrh sodimo po rezultatih. Po drugi strani pa mislim, da je treba gledati malce širše, in sicer, da v športu se je marsikaj spremenilo. Iz mojih časov, iz amaterizma se je prelevil profesionalizem, to je zdaj poklic. Po drugi strani se je tudi na nivoju same znanosti, da tako rečem športne, ogromno storilo. Kako so naši ali pa vsi športniki po svetu podvrženi dejansko strokovni obdelavi z vseh mogočih strani, od medicinske, psihološke, metodološke in druge strani in plati. Tako da lahko rečem, da pravzaprav šport je oprt na znanost. In po drugi strani pa tudi sicer svet se je zelo odprl. Kot vidite, emigracija in fluktuacija športnikov po svetu izjemna. Lahko sodeluješ član tujega kluba in tako naprej, se tam izpopolnjuješ in seveda tudi krepko napreduješ. To so vse veliko silnice, ki so pripomogle k rezultatom, visokim rezultatom in seveda tudi uspehom posameznih športnikov, nadgradnja. Dejansko je pa tudi malce čudenje povzročilo to, da Slovenci nismo samo uspešni bili v individualnih športnih panogah, ampak tudi v ekipnih. In seveda
nimamo se kaj pritoževati. Hočem reči, da pravzaprav na tem področju dobro delamo, torej Olimpijski komitej kot enovita, celovita organizacija, ki zajema tako športne, olimpijske kot neolimpijske panoge. Po drugi strani pa mislim, da se je treba tega tudi zavedati in ceniti, da niso samo rezultati tisti, okrog katerih naj se naše veselje vrti in čudenje, ampak da smo široko zajeti v osnovno rekreativno bazo, kjer, kot vidimo, se mlajši ukvarjajo z družinami, otroci in tako naprej, z vsemi mogočimi rekreativnimi dejavnostmi, od kolesarjenja, hribolazništva, planinstva, teki in podobno. Skratka, lahko smo ponosni na to, da imamo poleg rezultatov tudi eno določeno kulturno raven in zavest, kulturno-športno. In če se mogoče zdaj vrnemo oziroma pogledamo prav v obdobje osamosvajanja. Danes je, kot ste povedali, šport prežet pri nas, ampak je pa šport, kar se Slovenije in Slovencev tiče, ena tista najbolj svetlih točk, ki nas združuje, absolutno nas združuje, in nam daje največje veselje. Ko je Slovenija nastajala, ko se je osamosvajala, smo vsi v bistvu doživljali naše športnike, pa prvo medaljo po zimi, Alenka Dovžan in tako naprej, pa poleti Čop in Žvegelj in tako naprej. Lahko rečemo, da nas je šport Slovence takrat v bistvu zelo združeval in da na nek način je šport za Slovence tisti eden glavnih gradnikov nekih skupnosti. No, prav gotovo. Šport je izjemno povezovalen, je bil in je še. In tudi bo. Po drugi strani pa se bi lahko ravno v tem smislu zgledovali po njem. Kot država nam šport nudi izjemno promocijo in smo tudi po tej plati izjemno prepoznavni. Skratka, mislim, da moramo to vrlino ceniti, se zavedati in spoštovati. Gospod Cerar, hvala lepa za vaš pogovor, za obujanje spominov na začetke nastanka olimpizma, torej Olimpijskega komiteja Slovenije. Pri nas veliko novih zanimivih podatkov smo dobili in prepričan sem, da bodo naši gledalci, naši poslušalci z užitkom pogledali ta posnetek. Hvala lepa.